Zadnji vikend v januarju 2015 je na Konjiškem potekal 7. festival Sprehodi pod morjem. Festival se je rodil pred 6 leti kot majhen delček uspešnega mednarodnega simpozija Potapljanje AST in je z leti postal eden izmed najzanimivejših kulturnih dogodkov, povezanih s tistim delom našega planeta, ki ga prekriva voda. 7. sprehodi pod morjem so se pričeli v četrtek 29. januarja s filmskimi projekcijami za mlade in nadaljevali v petek 30. januarja popoldan s simpozijem Diving AST, ki se po 2-letnem premoru kot del festivala vrača z 2 izjemnima temama. Petek je bil namenjen tudi otvoritvi razstave podvodne fotografije, otroškim likovnim delom in koncertom švicarske skupine Modus z gosti. Drugi del in obenem zaključek festivala je bil v soboto 31. januarja v poznem popoldnevu z Grand Prix prireditvijo. Predstavili so najlepše od vsega, kar sprehodi pod morjem lahko ponudijo. Poleg izbire najboljšega filma je obiskovalcem bila na voljo še premiera domačega filma o potovanju 4 izjemnih žensk na poti do krajev, kjer v divjini še vedno živijo velike morske želve. Na razstavi podvodne fotografije so letos bile 4 vrhunske podvodne fotografinje in otroška dela likovnega natečaja Sprehodi pod morjem. Lill Haugen iz Norveške je podvodna fotografinja in novinarka, ki prihaja iz majhnega mesteca Ørsta na obali hladnega in temačnega fjorda na severozahodu Norveške. Svoje poglede s pomočjo fotografije in pisane besede objavlja v revijah širom sveta. Kljub mnogim obveznostim še vedno najde čas za potapljanje na najlepših potapljaških lokacijah na svetu in v hladnem Norveškem morju, odkoder prihajajo posnetki, ki jih je tokrat namenila za svoj del razstave letošnjih sprehodov pod morjem. Irena Stangierska, Poljakinja, je oblikovalka in navdušena fotografinja, ki je postavila ime Poljske na svetovni zemljevid podvodne fotografije. Vnesla je novo dimenzijo, ki je potapljači ne vidijo več s svojimi očmi. Podobe, ki jih prikazuje v svojih delih, so bližje tistim, ki sanjajo, da se enkrat v življenju potopijo v magični svet podmorja. Te idealizirane podobe gledalca kar kličejo, da jih pogleda v živo. Italijanka Isabela Maffei predstavlja tipično italijansko hitrost, strast in lepoto. Isa, kot jo kličejo prijatelji, vsak prosti trenutek preživi pod vodo, saj je njena fotografija obenem tudi njena obsesija. Svoje vtise iz morskih globin hrani na spominski kartici, ki predstavlja njen koš spominov iz podvodne gladine. Je ena izmed podvodnih fotografin, ki je izbrisala črto med moško in žensko podvodno fotografijo. Torej, naši gosti pa bomo podelili enega lepega konjička. Tega. Iz Rusije je prišla Natalija Červijakova, odlična potapljavka na vdih. Akademsko izobražena biologinja trde ruske šole uporablja podvodno fotografijo v prvi vrsti za dokumentiranje tako dogodkov kot živih organizmov, s katerimi se srečuje pri svojem raziskovalnem delu. Njene fotografije so posnete v polarnem krogu in jih lahko uvrščamo med dokumentarne, saj ne uporablja računalniških programov za dodatno obdelavo. Lahko bi dejali, da je njena fotografija najbolj prvinska izmed vseh 4 avtoric, pripoveduje zgodbe in posreduje sporočila, vendar ne tako atraktivna kot pri ostalih. Zato pa še vedno prikazuje podmorje takšno, kot je v resnici, kar pa za nekatere idealizirane podobe sodobnih podvodnih fotografov ne moremo več trditi. Opozorilo, čestitam vam, da so vas starši pripeljali, ker vas vzpodbujajo in seveda vejo, da ste na najboljši poti mladih ustvarjalcev. Torej, prispelo je 345 likovnih del iz Slovenije, Hrvaške in Srbije in z Rusije. Komisija v sestavi Karoline Krajnc, Nine Pupič, Maje Šivec in Alenke Fidler je izbrala 18 likovnih del za razstavo, ki je v mali dvorani kulturnega doma. Izmed teh 18 pa je komisija izbrala 3 najboljše. Takole, dragi prijatelji, mi smo razstavo že odprli, tako da boste kot vi, ki sodelujete, priča temu dogodku, tako da smo slike že razgalili. Mi pa bomo sedaj prosili, da pridejo vsi, ki so bili v komisiji, torej da še naštevam enkrat in vabim vse otroke po vrsti, ki so dobili nagrade, da jih malo pointervjujejo. Kdo bo najbolj korajžen, kdo bo prišel na levo stran, ti si med nagrajenci? No, bomo se slikali potem skupaj. Pridite vsi naprej. Tisti, kaj dobite nagrade, pridite naprej. No? Pa še primek povej, da bomo našli tvoje priznanje.
Rojc. Martina Šumer. Tole, še pa se ti predstavi. Kdo si? Odkot prihajaš, Tjaša? Takole. Tako, kdo je pa tvoja mentorica? Nada. Dušica Nada. Dušica Nada, kar malo na nogo. Zakaj pa tukaj tak se naredili, potem pa če koga pozabimo, nas daje pa časopis. To je Dušica Nada, umetnica, učiteljica in tako. Kak so naši koričani skromni, če pa koga pozabimo omeniti, pa je vse narobe. Izvoli. Pridi ti pa bodi korajžen, glasno povej, čigav si. Marcel, kak se pišeš? Ajde, iz kjere šole prihajaš? Ob Dravini. Kdo pa je mentor? Evo, gospa Nada, sedaj pa v drugem poskusu, prosim, da se malo ostanete. Zdaj pa glasno, 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 tako pevska zbor. Odkot prihajaš, kdo si? Tu še imamo enega fanta, kar glasno povej, čigav si. Moje ime je Beno, pišem se Špička, moja mentorica je Polona Libor. To. Ko se je tako odločno, pa sigurno potapljač. Ampak še enkrat, aplavz smo dali za naše slikarje, res še enkrat za mentorje gospa Nada, gospa Anica in vse tisti, ki so.